Robert Kristan, prva tekma je za nami, sicer poraz, ampak vsaj po mojem mnenju tistih 45 minut zelo spodbudnih za nadaljevanje prvenstva. Kako ste sami videli tekmo? Dolgo pa že nismo videli, da bi denimo na samem začetku, ko ste dobili ta gol, pa potem niste nič razmišljali o tem, zelo odlično ste potem podržali nekako našo reprezentanco s svojimi obrambami v nadaljevanju. Tak zgoden gol najbrž ni prijeten za vratarja. Ja, sigurno. Spet se je pokazalo, da na takem nivoju je treba res biti zbran vseh 60 minut. Mogoče bi rekel, da je bila na začetku, mogoče ni bila koncentracija, mislim, ampak to se zgodi, napake se delajo, ampak skozi tekmo smo pokazali, da smo bili enakovreden nasprotnik, mogoče na momente še boljši, ampak nažalost to je hokej, dali so en gol več oziroma dva in v glavnem mi moramo samo imeti glave gor in seveda jutri nas čaka nova tekmo, to bomo danes čim prej pozabili in potegnili samo dobre stvari za jutrišnji dan. Če lahko zgolj samo še za trenutek eno vprašanje je povezano s tem, zakaj sploh pride do tega, kajti konec koncev ste sedaj igralci, ki po večini igrate zunaj, ki ste vajeni teh velikih dvoran, ali je to zgolj in samo sivi trenutek na začetku tekme? Tudi mene zanima, zakaj do tega pride in v bistvu mogoče je še kar malo tak grenk priokus, zakaj, ker glih telih 10 mogoče nezbranih, 10 prvih minut nezbranih je glih na koncu bilo pokazalo, da je bilo pač to dovolj za zmago Norvežanov oziroma poraz. Ampak mogoče ta želja, mogoče je bila ta želja, da smo pregoreli za ta začetek. Res smo že nekaj časa in fantje zelo dolgo skupaj in čakati to prvenstvo in zdaj začetek je mogoče potreboval temu, ampak jaz mislim, da smo zdaj prišli v ta ritem in bomo samo stopnjevali in mislim, da ne bomo več kiksali na tak način. Še enkrat znova ste ravno s tem, ko ste dobili ta hiter gol, pa potem odlično obranili nadaljevanje, potrdili, pokazali svoje izjemne sposobnosti. Kako je vratarju potem? O čem razmišlja vratar, ko dobi ta gol, ampak je še dolgo do konca? Ja, sigurno, da ni lep občutek, še posebej, če pogledaš, da je še skoraj cela tekma do konca in v bistvu konec koncev prvi strel in prvi gol, tako da, ampak to je hokej, tudi to se dogaja, jaz v bistvu sem to izbil iz glave, jaz vsak gol, ki dobim, je za mene rezultat 0-0, tako da moja koncentracija je bila na nivoju in tudi do konca sem pokazal, da sem v dobri formi. Prav zagotovo in to nas ni skrbelo niti za trenutek pred tem prvenstvom. Če pogledamo Belorusija dobesedno po tistem 7. februarju v Vojensu živi za to tekmo s Slovenijo, želi vrniti za tisto, kar se je dogajalo na Danskem. Kako vi pričakujete tekmo? Ja, nič drugega ne pričakujem, kot eno borbo vseh 60 minut in to na noši. Jaz mislim, da se Belorusi tudi zavedajo, kaj smo jim vzeli v Vojensu in probali nam bojo vrniti normalno z zmago, ampak na drugi strani pa tudi se zavedajo, da jih čaka en težek nasprotnik, ki jih je premagal in jaz mislim, da bo to ena zelo zanimiva tekma, ki se bo odločala mogoče v zadnjih minutah. Kakorkoli že, srečno tudi jutri. Hvala lepa.